Ja? Ja. Evo, dober dan vsem še enkrat. Torej, prvo ne izrazim seveda zadovoljstvo, da se je začela javna razprava o zakonu o dolgotrajni oskrbi in seveda, da se pojavljajo številna vprašanja, ne nazadnje tudi polemična, tudi nasprotujoča si mnenja. Dejstvo pa je, da res govorimo o zakonu, ki smo ga pričakovali 20 let. Govorimo o zakonu, ki mora vrniti dostojanstvo starejšim, ki mora spremeniti tudi trend preživljanja starejšega obdobja. Vsi si želimo, da omogočimo preživljanje teh let, zrelejših let v domačem okolju, kar je bilo danes zaradi neustreznih rešitev v veliki meri ljudem onemogočeno. Se pravi, s tem zakonom sledimo trendu podaljševanja možnosti bivanja na domu, na drugi strani pa izboljšujemo tudi kakovost same oskrbe v domovih za starejše občane, za katere smo predvsem pri izkušnjah v obdobju te epidemije ugotovili, da so razmere resnično slabe in da je potrebno na tem področju veliko spremeniti. In jaz verjamem seveda, da ta zakon vse to zaobjema, omogoča, da smo našli pravi kompromis, kajti vedeti moramo, da vse, kar delamo na teh področjih, predstavlja na koncu kompromis med tistim, kar potrebujemo, kar starejši ljudje potrebujejo, in med tistim, kar smo kot družba sposobni ponuditi. In rešitev se mi zdi dokaj optimalna, predvsem pa tudi predlog financiranja, ki verjamem, da bo še deležen tudi veliko razprav, dejansko omogoča tudi finančno dostopnost do dolgotrajne oskrbe vsem in praktično ostaja plačljiv le hotelski del. Pomembno je tudi to, da je financiranje zagotovljeno v celoti v bistvu na solidaren način. S tem bi se zahvalil seveda svoji ekipi, ki je pripravljala ta zakon, tudi Ministrstvu za delo in družino in socialne zadeve, ki je ves čas sodelovalo pri pripravi zakona, pa čeprav seveda 100% vsa stališča niso usklajena, mislim pa, da absolutno to ne bo predstavljalo ovire pri nadaljnji poti zakona, ki je še pred nami, se pravi usklajevanje v okviru ekonomsko-socialnega sveta, javne razprave, medresorsko usklajevanje in ne nazadnje tudi verjamem, da v pozni jeseni ali pa ob koncu leta sprejem na vladi.